Od torka dalje do 8. marca je v knjižnici Medvode na ogled razstava del Medvoščana Tomaža Hostnika, slikarja, pesnika, teoretika, zvočnega umetnika in prvega pevca skupine Laibach. Do razstave prve posthumne, Tomaž Hostnik je namreč leta 1981, star 21 let, naredil samomor, je prišlo na pobudo njegove nečakinje Mateje. Več v prihodnji oddaji, tokrat le kratko razmišljanje Aleksandra Stanislava Jurkoviča o tem, za kako edinstven dogodek gre. Zanj pomembne letnice, povezane s Tomažem Hostnikom, so 3. Leta 2008 sem navezal stik z gospodom Marjanom Hostnikom, ki je bil oče Tomaža Hostnika, ker sem delal eno veliko razstavo in knjigo Filografska zbirka Ljudskega muzeja, to je v bistvu filografija, je zbiranje podpisov, avtogramov in sem si želel imeti v zbirki tudi podpis Tomaža Hostnika. Prišel sem do njega in sem doživel en velik šok, ker je bila ta soba po 27 letih nedotaknjena. Oče mi je podaril njegov pasoš, ker je bil njegov podpis noter. Potem naslednja velika prelomnica je bila vsekakor leta 2017, ko je kolega Igor Zope delal LP film Laibach, se pravi po tej prvi plošči Laibacha je delal dokumentarec in je imel tudi željo, da bi v tem dokumentarcu nekaj povedal oče gospod Marjan Hostnik. To se je zgodilo, tudi sam Marjan je bil takrat izredno, bi rekel, čutil je to potrebo, da enkrat izpove to, kaj je on čutil vsa ta leta in vse te zadeve, to se lahko v filmu ogledamo. Vsekakor je pa tretja prelomnica se je pa zgodila nocoj v Medvodah. Bodisi o Tomažu Hostniku, pisal je tudi kot Ivo Salinger in njegovem delu, bodisi o razmerah pred več kot 40 leti, ko so dela nastala, smo se med drugim pogovarjali tudi z njegovo nečakinjo Matejo Pucelj, ki je skupaj z Darkom Pokornom, predstavnikom novega kolektivizma, naredila izbor del in postavila razstavo, striparjem Zoranom Smiljaničem, njegovim prijateljem in kolegom tudi na Likovni akademiji, in Jožetom Suhadolnikom, avtorjem ene najbolj znanih fotografij Tomaža Hostnika kot okrvavljenega pevca skupine Laibach na koncertu Novega roka leta 1982 v Ljubljani. Več o vsem pa v prihodnji oddaji.